Praznovanje občinskega praznika oziroma slavnostna seja je dan za praznovanje in srečanje z vsemi občani, da se spomnimo vseh dejanj, ki so pripomogla k razvoju naše občine, da snujemo načrte za naprej in da za trenutek pozabimo na vse skrbi, je ob uvodu zbranim povedala županja občine Grad Cvetka Ficko. Proračun občine je bil sprejet konec meseca aprila in je zelo investicijsko naravnan, kar posebej velja za obnovo cestne infrastrukture. Nekako pa moram izpostaviti, da smo pristopili tudi k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka vrtca pri osnovni šoli Grad, ki bo ena večjih investicij v prihodnosti. Vsako leto, poleg zakonsko določenih finančnih obveznosti, za katere je pristojna lokalna skupnost, planiramo in izvajamo obnovo in vzdrževanje objektov po vseh naseljih naše občine. Pa naj se bodo to ceste, parkirišča, športni objekti, gasilski domovi in drugo. Vse to ustvarja okolico prijetnejšo za bivanje vseh nas. Ob tem pa podpiramo tudi delovanje društev, ki skrbijo za družabno življenje. Vendar pa ne pozabimo, da so finančna sredstva tista, ki nam narekujejo razvoj. Le s skrbnim in gospodarnim načrtovanjem je možen dober razvoj. Poudariti moram, da se je prav z ustanovitvijo manjših občin začel tudi razvoj krajev, ki so oddaljeni od centra. Mesto osrednjega govorca je pripadlo dr. Aleksandru Jevšku, ministru za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Republike Slovenije. Spregovoril je o zelenem prehodu in trajnostnem turizmu, ki je predviden v novi finančni perspektivi, uvodoma pa dejal. Torej, čeprav majhna, ima občina Grad tisto, kar nudijo bistveno večje občine. Tu v osrčju Goričkega, kjer je narava človeku namenila tako veliko lepot, a tudi zahtevne in na trenutke neugodne pogoje, je življenje brez trajnega razvoja lahko zelo težko in skorajda odmaknjeno. Kako torej poiskati prave priložnosti, izkoristiti vse danosti, začutiti izzive prihodnosti in pravilno načrtovati za prihodnost? To je naloga vsakega odgovornega in uspešnega vodstva. Odgovori na ta vprašanje seveda niso enostavni ali vedno jasno vidni že na začetku. Če bi bili, bi vsi zlahka živeli bolje. To so vprašanja, ki si jih zastavljate tukaj v vaši občini, in s temi vprašanji sem se ukvarjal tudi sam kot župan. In zagotavljam vam, da se z istimi vprašanji soočajo vse županje in župani v Sloveniji. A če so vprašanja ista, so rešitve seveda lahko precej različne. Prekmurje ima svoje posebnosti in tudi vaša občina ima določene izzive, ki so aktualni le tukaj in samo v tem prostoru. Veseli me, da ste v zadnjih desetletjih uspeli narediti velike korake v razvoju, da ste znali izkoristiti možnosti, ki so vam bila na razpolago, in še prav posebej me veseli, da ste za svoj razvoj uspešno uporabili tudi evropska sredstva. Za 8 projektov, ki ste jih v zadnjih letih izvedli, ste uspešno počrpali 2,3 milijona evrov. S podelitvijo občinskih priznanj in nagrad so na slovesnosti počastili vidnejše posameznike in društva, ki pomembno prispevajo k razvoju občine Grad. Današnja slavnostna seja je posebej namenjena tudi vsem občanom, ki delujejo posamezno ali v društvih na različnih področjih društvenega življenja in so tako s svojim delom in trudom prispevali k razvoju občine. Letos je med prejemniki plakete tudi oseba, ki ni občanka občine Grad, a je pustila poseben pečat na področju pedagoškega dela na naši osnovni šoli. Ob tej priložnosti se vsem prejemnikom plaket in priznanj iskreno zahvaljujem za ves njihov trud
in ustvarjalnost. To sprejmite kot znak zahvale za minulo delo in spodbudo za uspešno delo tudi naprej. Naj vašemu vzgledu sledijo tudi druge. Iskreno čestitam tudi vsem uspešnim učencem, dijakom in študentom za vse njihove dosežene uspehe z željo, da se po končanem šolanju vrnejo v domači kraj in svojim znanjem ustvarjajo lepši jutri. Iskrene čestitke so namenjene tudi športnikoma za vse uspehe, ki sta jih dosegla in s tem prispevala k prepoznavnosti naše občine. Plakete občine Grad so prejeli Marija Štesel za dolgoletno izredno uspešno in ustvarjalno pedagoško delo, za prispevek k ohranjanju kulturne dediščine in prenašanje ljudskih običajev na mladi rod ter k obogatitvi javnega življenja in podobe občine Grad. Milan Špilak za vidne rezultate na področju razvoja gasilstva v občini Grad in za vsestransko aktivnost pri razvoju vasi Grad, za strokovno in uspešno delo v korist lokalne skupnosti ter dolgoletno delo na področju prostovoljstva in človekoljubnih dejavnosti. Franc Dervarič za vzorno sodelovanje in delovanje v življenjskem utripu občine Grad in za vidni prispevek, ki ga je pustil svojim aktivnim delom z družbenim delovanjem v korist razvoja in ugleda občine, za požrtvovalno delo na področju gasilstva. Gregor Mihalič za aktivno družbeno delovanje v korist razvoja občine Grad na področju športa, gasilstva, lovstva in razvoja vasi Kroplivnik. Priznanje občine Grad pa sta prejela Jožef Wolf za dolgoletno prizadevno delo na področju gasilstva v vasi Vidonci in razvoja lokalne skupnosti ter Jožef Knap za dolgoletno prizadevno delo na področju gasilstva in razvoja lokalne skupnosti. Po podelitvi plaket in priznanj ter nagovorih nekaterih gostov je sledila še zabava s skupino Čuki.